Kakšno je letošnje leto? To vprašanje, ki je zelo konvencionalno, ima letos nekoliko drugačen pomen, kaj ne? Kaj bi rekli? Kakšen spomin vam bo ostal? No, v zelo zanimivem spominu, zelo blizu tega, da bi lahko rekel slabem spominu. Ne morem pa definitivno trditi, da samo slabo, ker je kljub zelo težkim razmeram, v katerih je Univerza v Ljubljani delovala, naredila nekaj pomembnih korakov naprej. Slabo predvsem zaradi tega, ker preprosto nismo vedeli, v kakšnih pogojih gospodarimo, ker nam preprosto nihče ni znal razložiti, zakaj se nekatere aktivnosti počnejo in ker smo bili ves čas prepuščeni samim sebi. Seveda pri tem samim sebi mislim na kompletno visokošolsko sfero, kajti znotraj sfere smo zelo dobro sodelovali. In še danes, če me vprašate, preprosto ne razumem, zakaj je bilo potrebno na področju visokega šolstva varčevati do te mere, da se je delala škoda. Tudi mi še danes nihče ne zna razložiti, kakšne dolgoročne posledice bodo imeli ukrepi v letu 2012 in zato smo se pač na koncu odločili, da pač moramo sami se opredeliti, da moramo sami iskati rešitve in da nam ne preostane drugega, kot da okolico opozarjamo na to, da se na Univerzi v Ljubljani dogaja nekaj slabega, nekaj nesprejemljivega. Je bilo težko leto. Imamo na Univerzi v Mariboru smele načrte, kako univerzo narediti boljšo, naredili smo neke korake, ampak ti rezi, ki so se nam zgodili, nas pri tem skoraj povsem onemogočajo. Jaz odkrito povem, da te vlade ne razumem, ker na eni strani govori o tem, da želimo družbo z večjo dodano vrednostjo, družbo znanja, na drugi strani nas pa spravlja v nek popolnoma negotov položaj, brez da bi imeli ena orodja, s katerimi bi lahko pravzaprav vse te finančne reze sploh prestregli. Nimamo nezakonskih možnosti in orodij, kar je bilo pripravljeno v okviru ZUJF-a je precej nekonsistentno, še bolj, ko vzamemo še vse drugo zakonodajo, ki nas veže v obzir. In v takih pogojih je nemogoče kvalitetno delati in kvalitetno razvijati visoko šolstvo. In se sprašujem, kaj ta vlada sploh hoče. Govorijo nam ves čas o nekem varčevanju in varčevanju, na drugi strani pa, kot rečeno, s tem, ker nimamo ustreznih orodij, lahko samo kvarimo to visoko šolstvo, ki smo ga desetletja postavljali. Velik problem je pri tem čas. Seveda bi se visoko šolstvo lahko prilagodilo, lahko bi se dogovarjali o tem, da bi imeli manj študentov, lahko bi se o marsičem, ampak taki cilj je treba definirati. In je potem seveda treba zastaviti eno smiselno pot. Če delamo pa takole ad hoc, pa kar je z dneva v dan, pa včeraj smo dobili 16 milijonov, predvčerajšnjim, včeraj smo zvedeli, da jih nismo dobili. Mislim, v taki negotovosti načrtovati je nemogoče. Torej se bomo obnašali iracionalno, ker se drugače ne moremo. Bi moral ocenjevati leto 2012 na naši univerzi, bi rekel, da je bilo izjemno zanimivo. Univerza se je znašla v situaciji, v kateri še ni bila. Situacija je popolnoma nova. Zdaj govorim v smislu poslovanja, ne v smislu stroke, se pravi kar naenkrat zmanjšanje denarja, iskanje novih virov, tako da jaz mislim, da smo se v tem letu relativno dobro znajdli v situaciji, kakršna je nastala, da smo se vsi skupaj na univerzi tudi, kar se tiče poslovanja, veliko naučili v tem smislu, predvsem v smislu iskanja dodatnih virov, in to predvsem nedržavnih, za preživetje. Tako da zdi se mi, da smo za leto 2013 opremljeni, obogačeni z izkušnjami iz leta 2012, ki nam bodo pomagale
to leto, ki bo krizno, nedvomno preživeti in jaz upam, da tudi pomagalo preživeti prihodnje leta, ki tudi pri nas ne ocenjujemo, da bodo ta leta cvetoča. Na Študentski organizaciji Slovenije smo izvajali veliko aktivnosti namenjeni za študentov in je poleg nekih stvari, ki smo že slišali, bilo tudi kar nekaj pozitivnih stvari za študente, tudi strani države, če lahko tako rečem. Seveda pa v največji meri je celotno leto zaznamovalo varčevanje. Varčevanje se pozna predvsem na mladih, varčevalo se tako na štipendijah, na otroških dodatkih in podobno, kar je močno poslabšalo socialni položaj ne samo mladih, ampak celotne družine. In kot pač vsak mlad je iskal neko rešitev za izboljšanje svojega socialnega položaja tudi v izobraževanju. Dodatno smo na to bili soočeni s tem, da se pa znižuje sredstva tudi za izobraževanje. V vseh ostalih državah, s katerimi se nekako pogovarjamo oziroma katerim delo sledimo, so izobraževanje postavili kot eno izmed prioritet, kako lažje iziti iz krize, kako lažje rešiti trenutno situacijo, tudi kako lažje rešiti ekonomsko sliko v državah. Pri nas smo se pa odločili, oziroma so se odločili ravno za nasprotno pot. Mi menimo, da je to definitivno slaba pot, predvsem zaradi tega, kot sem že dejal, mladi vidimo v izobraževanju prihodnost in pa neko možnost za izboljšavo. Jaz verjamem, da bomo lahko skupaj dosegli tudi še večjo poslušnost vlade, da preneha z nekimi ad hoc ukrepi, ki samo še slabšajo situacijo. Vsi pa smo že vemo, da že v preteklosti ni bilo dovolj sredstev za izobraževanje, sedaj pa jih je še napovedano vedno in vedno manj. Povejte. Povem svoje vtise v prvem letu. Če me slišite, bom nekako takole povedal. Vse je v redu. Želel bi si, da bi bilo prvo leto mojega rektorjevanja manj finančno stresno, ampak ne morem pa trditi, da nisem pričakoval, da ne bo vsaj približno tako, kot je bilo. Morda ne tako hudo, ampak težave sem pričakoval, kajti poskušam v življenju delovati ne po funkciji tistega trenutka, ampak vsaj po odvodu te funkcije, po trendih. To, kar se zdaj dogaja vsem nam, je pravzaprav bilo zaznati na Univerzi na Primorskem že prej. In v tej situaciji je bilo nujno potrebno najprej prečistiti nekatere anomalije, se pravi v času, ko so finančno, torej v težko finančnih časih oseka naplavi na obalo marsikaj, kar tja ne sodi. Zdaj pa smo prišli do trenutka, ko bi kakršnikoli dodatni finančni rezi to univerzo spravili na kolena. Tako da jaz pričakujem, da dodatnih finančnih rezov ne bo ne sme niti biti, se pa vedno nekako delujem v taki smeri, da tudi ko so časi težki, in to poskušam tudi svoje sodelavce, in mislim, da smo tem uspeli na Univerzi na Primorskem, da smo raje tudi v težkih časih kreativni kot pa destruktivni. Nekako potem, kar je povedal Erich Fromm, če ni možnosti za kreacijo, potem se človeštvo loti destrukcije, to pa nikamor ne pripelje na dolgi rok. Zato smo mi se odločili, da bomo iskali možnosti drugje in enim prvih korakov so prav te poti oziroma poskusi vzpostavljanja povezav s tujimi univerzami. Jaz pa lahko pomagam tam, kjer imam povezave že 20 let ali z Severno Ameriko oziroma z Azijo, predvsem s Kitajsko in Južno Korejo, in v tem smislu, da tudi moja pot ta teden, ko so se nekako vsaj na sami univerzi večina stvari za december zaključila. Kar sem tukaj videl, me po eni strani navdaja s hudo žalostjo, kje smo mi zadaj tako po finančnih vložkih, kakor tudi po motivaciji, po drugi strani pa z upanjem, da vendarle se lahko kaj spremeni. Pri Korejcih sem opazil izrazito močno kolektivno zavest in delovanje vsi za enega, pri Kitajcih pa neko rudimentarno energijo, ki jo mi Evropejci enostavno ne moremo dojeti niti se ubraniti.